pričakovanja so se zdaj po 2 letih uresničila, ali ne, ali še kaj pričakujete? Kako ste zadovoljni z delovnim okoljem? V bistvu še nad pričakovanjem, bom rekla, no, dejansko. In odnosi, in leadership, in sodelavci, perfektno. Kaj vas je pa tako najbolj prevzel, presenetil? V bistvu, bom rekla, ta klima pri samem delu, no. V bistvu sodelavci, no. Njihov pozitivni odnos do soljudi, skrb za soljudi, take stvari, no. Tukaj je mednarodno okolje 12 nacij. Ja. Kako se pogovarjate v angleščini? V angleščini pa tudi kakšna madžarska beseda nam malo ide, tako malo za hec. Drugače v angleščini definitivno. Pa se družite tudi tako izven službe? Ste prijatelji ratali ali je tukaj bolj formalno? Ne, smo, ampak čisto vsi z vsemi ne, ampak nekako si izbereš, bom rekla, sebi primirne, no, ampak v okviru kolektiva pa imamo v bistvu te team buildinge, ne, da takrat se pa tako v bistvu cel kolektiv pa tudi družine pridejo, da se podružimo. Kaj je konkretno vaše delo tukaj? Jaz sem podatkovni analitik, se pravi, jaz nekako preverjam, koliko ur so države porabile, koliko ur jim še ostali in pa vse, kar izvira iz samih teh naletov, razne analize. Kako ste se sploh odločili za iti v tujino na C-17, da niste ostal v Sloveniji pilot pač na helikopterju ali pa letala? Jaz sem prej bil na letalih, na Pilatusu PC-9 nazadnje. Odločil so se, ne vem, pač iskali so, ni bilo nekaj resnega razpisa, mogoče se je šlo za to, da so znotraj letalskih krogov, znotraj letalskih enot iskali enega pilota, oziroma se je pojavila opcija. In sem spet začel o tem razmišljati, takrat sem bil precej mlad, še bolj na začetku letalske kariere, pa se mi je zdelo, da je to edina opcija, da bom nekoč, da bom pač v življenju letel neko bolj resno vojaško aviacijo. Po precej dolgem razmisleku odločil za to. Mislim, po letalski strokovni strani je to vrhunska služba, leteti tak avion ni božga, kar se tiče transportne aviacije. Pa razmišljate o podaljšanju, je to sploh opcija? Je opcija, jaz sem bil tudi tako kot Maja, poslan tujno delo za 3 leta v osnovi, s tem, da so mi že podaljšali, Slovenska vojska mi je že podaljšala za dodatno leto, tako da bom 4 leta tu. Se pravi, od zdaj še približno 2 leti. Sem pa trenutno tudi v fazi, ko je bila ponujena možnost od poveljstva, tukajšnjega poveljstva, da napredujem, pa da grem na tečaj za poveljnika letala, pa pol upravljam delo poveljnika letala na C-17. To pa zdaj lih razmišljam, je to za sprejeti ali ne. Smo tudi določena koordinacija s Slovensko vojsko poteka. Je pa to vrhunska priložnost, tako za mene osebno, kot tudi za Slovensko vojsko, če enkrat pridem mogoče domov nazaj, delati, pa grem na kakšen primeren avion, se pravi veččlanski, večmotorni avion, bi lahko te izkušnje odlično izkoristili naprej, pa te reference.